Ali se je predsednik Trump končno odločil iztrgati poraz iz čeljusti zmage? In ne govorim samo o Iranu. Mark, veš, med nama dvema si ti vedno bolj optimističen, zato ti prepuščam to vprašanje. Torej bom glede Irana optimističen. Pred več kot 60 dnevi zdaj, ker je bil memorandum o soglasju podpisan pred nekaj več kot 60 dnevi. Američani so podpisali ta sporazum z Iranom in celo imenoval se je takrat, mislim, sporazum CAI, kar je vse spominjalo na Versajsko pogodbo, ki je končala Prvo svetovno vojno. Toda veliko ljudi, kot ste vi, je govorilo, da je to grozno. Trump je kapituliral. To je grozno. In kot ste nedavno rekli, iztrga poraz iz čeljusti zmage. Da. Ampak resnica je, kaj se je zgodilo v zadnjih 60 dneh? Domnevno naj bi po rešitvi vprašanja o Hormuški ožini sledil proces pogajanj o jedrskem programu. In zdaj vprašanje Hormuške ožine ni bilo rešeno. Obdobje 60 dni se sploh ni zares začelo. Pogajanja o jedrskem programu se še niso niti začela. In vse to povem. Zakaj? Ker če si pesimist, bi rekel, da bi Trump popustil in bi bil slab dogovor kot nekakšen drugi Obamov dogovor. To se ni zgodilo. Ravno nasprotno, Ruti, lahko bi celo trdil, da je blokada Irana trdna kot skala. Njihovo gospodarstvo se sesuva. Njihovi ljudje so brez vode, brez elektrike. Njihovi vojaki ne dobivajo plačila. Režim krvavi in to zelo močno. In vsak dan je njihov položaj slabši. Mednarodno so izolirani. Morda jim Kitajci in Rusi dajajo besedno podporo, vendar jim ne nudijo nobene konkretne pomoči. Iranski režim je pod ogromnim pritiskom. Brez popolne vojne, brez tega, da bi cene nafte šle v nebo, nasprotno. Cene nafte so se stabilizirale, morda višje kot ob začetku vojne, a precej nižje kot na vrhuncu vojne. Ali to ni vojna izčrpavanja, v kateri lahko Amerika zmaga? Prvič, resnično sovražim vojne izčrpavanja. To bi lahko že zmagali. In tukaj je težava. Gospodarske sankcije proti režimu, to je super, sem povsem za to. In imaš prav, morda bo pod tem pritiskom režim propadel. Težava je v tem. Medtem pa tudi iransko ljudstvo propada pod tem pritiskom. In bili so pripravljeni to storiti, tako kot so bili Izraelci vedno pripravljeni prenašati veliko nevarnosti in raket, da bi bilo delo opravljeno do konca. Iransko ljudstvo je bilo v tem pogledu res junaško. Tukaj je težava. Nimajo orožja in režim je džihadistični, islamistični režim z ideologijo. Ne gre samo za posel, veste, sposobnost ali nesposobnost. In zdaj se sesuvajo pod pritiskom. In za Irance je problematično, da gredo na ulice, ker jih revolucionarna garda, basič milice in vojska streljajo. Na javnih trgih izvajajo tudi usmrtitve, da bi vsakogar odvrnili od tega, da bi si drznil kaj takega narediti. To je ena težava. Ampak še večja težava, bi rekla, je povezana z dojemanjem zmage strani Islamske republike. Na Bližnjem vzhodu je dojemanje skoraj tako pomembno kot resničnost. Ko rečeš, ja, in Trumpova administracija ni podpisala nobenega dogovora, imaš prav, ker je režim rekel ne. In namesto, da bi rekli, v redu, veš kaj, zdaj si končal. Predsednik Trump je večkrat grozil. Če tega ne boste storili, vas bom izbrisal z obličja zemlje in podobno. To je rekel tolikokrat, da so ugotovili, da je kot deček, ki je kričal volk. Ne verjamejo mu. Pravijo, ne. Hormuška ožina je pod našim nadzorom. Zdaj ne vemo natančno, ker slišimo, da Trump reče eno, Islamska republika pa nekaj popolnoma nasprotnega glede Hormuške ožine. In težko je vedeti, komu verjeti. Ampak na nek način to niti ni pomembno. Ker je pomembno to, da še vedno to trdijo. Da še vedno pravijo, nič ne bo. Mi imamo nadzor nad tem. Tako da pozabite na kakršnakoli pogajanja o jedrskem vprašanju ali kaj drugega. Kar počnejo je, da si kupujejo čas. Zdaj nimajo veliko časa zaradi svojega gospodarstva. In zato res pohvalim predsednika Trumpa. Za kar ga v tem trenutku ne morem pohvaliti, je to, da nenehno govori o tem, kot da je s kom govoriti ali da obstaja kakšen dogovor.
Po eni strani bo rekel, so lažnivci. In kdo ve, so lažnivci. Pravijo, da bodo podpisali dogovor, potem pa ga ne in o tem lažejo. Ja, to je res. Torej, upoštevajte svoje besede, predsednik Trump. Mislim, da si zasluži več spoštovanja. Pravzaprav mislim, da je v izjavah, za katere nekateri menijo, da so nepredvidljive, neka logika. Ja, en dan je bilo, bombardirali jih bomo nazaj v kameno dobo, naslednji dan gremo na pogovore o premirju, en dan tem ljudem ne moreš zaupati. Naslednji dan pa bi radi dosegli dogovor, kaj ne? Mislim, da gre za vprašanje psihološkega bojevanja, s katerim jih spravlja iz ravnotežja. In mislim, da je resnica ta, kakšno popuščanje jim je ponudil v zadnjih 60 dneh. Kolikor lahko vidim, nobenega. On je zelo jasen. Pravi, da je glavno vprašanje, in to je povedal tudi včeraj, rekel je, da je najslabša stvar, ki se lahko zgodi Američanom, da te ljudje dobijo jedrsko orožje. In naredil bom vse, kar je v moji moči, da jim preprečim, da bi dobili jedrsko orožje. Za razliko od drugih ameriških predsednikov je jasno, da ima vojaško možnost in je pripravljen to storiti. Ampak če ima pripravljen načrt, ki nas pripelje do te točke brez popolne vojne, še posebej pred novembrom, ste prej rekli, da Iranci samo pridobivajo čas. Ampak to je neumna strategija, če čas dela proti tebi. In čas dela proti iranskemu režimu. Morda želi predsednik Trump to potisniti naprej, samo do obdobja po novembrskih volitvah. Morda je potem bolj svoboden, da naredi druge stvari, kaj ne? Morda po novembru, če se cene nafte zvišajo, to zanj ni več tako pomembno, ker se ne bo več soočal z volitvami. In zato je iz vseh teh razlogov kupovanje časa z iranske perspektive neumna strategija. Kaj jim to prinese? Več gospodarskega pritiska. Ima še 2 leti. V 2 letih lahko režim pade. V 2 letih lahko sproži popolno vojno. V 2 letih lahko okrepi vojno izčrpavanja. Pri vojni izčrpavanja pa je stvar v tem, to je kot zgodba o metanju žabe v vrelo vodo. Skočila bo ven. Če pa jo daš v lonec z vodo, veste, na majhnem ognju, ne ve, da bi morala skočiti ven. Ker je bolečina postopna, dokler žaba, veste, ne umre. In tako sankcije počasi, a zanesljivo, njihovo gospodarstvo razpada. Vprašal bi te, Ruti, kaj se zgodi, ko si ne morejo več privoščiti plačevanja svojih lastnih vojakov? Kaj se zgodi z njimi, z islamskim režimom, ko si ne morejo več privoščiti niti Basidža, niti revolucionarne garde? Ali to ni zmagovalna strategija? In se strinja z mano, da ima morda po novembru Trump, kako se reče, več možnosti ima. Spomni se tudi, pravijo, da bo po novembru postal predsednik brez prave moči, še posebej, če bo imel problematičen kongres. Tako so tam področja, kjer lahko dejansko naredi spremembe, kjer ima predsednik še vedno pristojnosti v zunanji politiki in tako ima po novembru možnost nadaljevati vojno izčrpavanja. Lahko jo še stopnjuje ali pa jo znova pospeši. Tako ima več možnosti. Z iranske perspektive odlašanje ne reši ničesar. V redu, torej, veste, to je en način, kako gledati na to. In pravzaprav je to dober način. Tukaj pa je težava. Ne upoštevate islamistične miselnosti in govorite o tem, kot da pravite, glejte, veste, kaj se bo potem zgodilo? Kot tista žaba v vreli vodi. Ampak veste, in tega ne vemo zagotovo. Pravite, da jim Rusija in Kitajska nista zagotovili nobene dejanske pomoči. Tega nisem tako prepričana najprej. Ampak tukaj bi rada tudi povedala, rada bi poudarila nekaj za vsakogar, ki morda tega o meni ne ve. Da to govorim kot dolgoletna podpornica predsednika Trumpa. In zato lahko o tem govorim na tak način, tudi s kritiko, ker to ni v skladu. Trenutno se na Bližnjem vzhodu dogaja nekaj stvari, ki so zame veliko razočaranje. Prav zato, ker niso v skladu z njegovimi splošnimi potezami, ki sem jih podpirala in za katere menim, da so bile briljantne. Zdaj pa se pogovorimo o drugih področjih, ki so povezana z Iranom. Pogovorimo se o tem, in ko govorim o zmagi in porazu, pogovorimo se o Gazi, potem pa je tu še Libanon. Torej, pogovorimo se za trenutek o Gazi. V Izraelu poteka spor, rekla bi, da razprava med ljudmi, ki pravijo to. Pravzaprav je v Gazi ostalo prav toliko teroristov, Hamasovih teroristov, kot jih je bilo pred 7. oktobrom. To je prvo. In drugo, da je Izrael v preteklem tednu res ostal miren pri lovu na teroriste iz 7. oktobra in druge. Medtem pa je večji problem, da je Jared Kushner, Trumpov zet in tesni svetovalec,
je včeraj odšel v Egipt in se srečal s teroristi Hamasa in njihovimi voditelji. To je samo po sebi zaskrbljujoče. In ta odbor za mir, ki je res, je kot dežela domišljije, ker Hamas se ne bo razorožil. In kakorkoli, tako imenovani tehnokratski režim, ki naj bi prevzel oblast, je poln članov Hamasa in Fataha. In, veš, sploh ne vidim, da bi to delovalo. Ampak Jared Kushner je šel tja, da bi se dobrikal Hamasu in razpravljal o razorožitvi. In zdaj mimogrede bom povedala današnji datum, tako da ko bo to objavljeno, boste vedeli, da govorimo. 17. avgusta. In Kushner, kolikor vem, medtem ko govoriva, je na poti v Izrael, da bi se srečal s premierjem Netanjahujem. V redu. Torej, tukaj ni nič novega, Ruti. Spomnim se, da je v prvih mesecih Trumpove administracije njihov vodja protiterorizma, ne protiterorizma, oseba, ki je bila odgovorna za izpustitev talcev, ki jih zadržujejo tuje vlade, srečala s Hamasom. In potem, da bi dosegli dogovor glede talcev, Vitkov se je srečal s Hamasom. Celo govoril je o tem, da je imel nek osebni trenutek z enim od članov Hamasa, s katerim je pogajal. In tako se je nekdo izmed višjih predstavnikov Trumpove administracije srečal s člani Hamasa. Torej pravite, da je to Jared Kushner, predsednikov zet in tako naprej. Ampak ni nič novega, da so se v Trumpovi administraciji na visoki ravni, torej visoki svetovalci predsednika, srečevali s Hamasom. Vitkov je višji svetovalec. Kushner je kot višji svetovalec srečal, veste, ljudi iz Hamasa. In tukaj se seveda strinjam, ne maram tega okusa, ne maram tega vonja. Ne maram, veste, zame ni dobro. Po drugi strani pa pravi preizkus je v rezultatu. Ja, če Vitkov s srečanjem s Hamasom... Kushner, ne? Ne s tem, da se je Vitkov srečal s Hamasom, smo lani dobili naše talce ven, kaj ne? Je bila to cena, ki jo je bilo vredno plačati? In jaz bi verjetno rekel, da ja. In če bi Kushner danes srečal Hamas, oziroma včeraj ne rečem, ampak ta teden, če nam to pomaga doseči dober dogovor v Gazi. Kaj pa je dober dogovor v Gazi? Američani pravijo in ponavljajo, Hamas se mora razorožiti. Hamas mora predati vse svoje orožje ali pa, in morda potrebujejo nekaj, s čimer bi si rešili obraz. Tudi oni so pod velikim pritiskom, tako kot Iranci. In tako ta pogajanja potekajo. Mislim, da nihče v Beli hiši nima iluzij o Hamasu. Videli smo, kako je bilo, ko je Trump govoril z izpuščenimi talci. Trump je rekel, veste, oni so v Gazi in v groznih razmerah. In ni bilo niti enega prebivalca Gaze, ki bi jim pomagal, kaj ne? Mislim, da ima zelo, zelo malo iluzij, kaj ne? Očitno si morda želi miru in tišine. Morda želi Gazo samo postaviti na stranski tir. Karkoli že želi. Kaj ne? Ampak ne vidim ga, da bi popustil glede iranskega jedrskega vprašanja. In ne vidim ga, da bi popustil glede vprašanja, da mora biti Hamas razorožen. Zdaj, če Hamas potrebuje kozmetični popravek, kot pravijo, je iz Gaze prišla neka stvar iz arabskih medijev, so rekli. No, Hamas želi ostati politična stranka, ki lahko obstaja samo kot politična sila in ne kot vojaška sila. In če to pomeni, da bo Hamas razorožen, ali je to cena, ki bi jo morala biti Izrael pripravljen plačati? Ne. Pojasnite se. Ker je to laž. Hamas nima političnega biroja in vojaškega... Ne vem. Razorožitev. In mimogrede, 15-točkovni načrt, ki ga je Netanjahu pravkar zavrnil, prav, je Hamas. To je že razrečena različica 20-točkovnega načrta, ki je bil prav tako slab. Ampak ta je res slab, ker je zelo nejasen glede tega, na katero orožje se razorožitev nanaša, morda ne obrambnega orožja, in ne bodo zapustili Gaze. Shranili jih bodo skupaj z drugimi teroristi, ki jih bodo nadzorovali. Ne. In Hamas se ne bo razorožil, ker če bi se, ne bi bil več Hamas. Tukaj je še večji problem. Vse te države, med njimi Katar, nimam seznama pred seboj, so podale izjavo, vključno z Združenimi arabskimi emirati in Jordanijo, ter Egipt in Združeni arabski emirati. Zakaj jih omenjam? Sramota je, ker smo z njimi podpisali Abrahamove sporazume in so nam bili res dobri prijatelji. Vsi so se združili proti Izraelu. Ravno ko se je Kushner odpravljal na srečanje s Hamasom, so objavili izjavo. Ta čas ni bil naključen. Objavili so izjavo, v kateri so obsodili Izrael, da je ovira za ta neverjetni mir, ki bi se lahko razvijal v Gazi. Saj veste, kakorkoli že.
Veste, obstaja, zelo enostavno je poiskati natančno besedilo izjave, vendar je polno jeze. Zdaj gre za jezen napad na Izrael. To je tisti zaskrbljujoči del, ker se zgodi, da Zahod, in to niso zahodne države, ki so se spravile na Izrael, oni razumejo zahodno miselnost bolje, kot Zahod razume njihovo miselnost. In zato vedo, kako to izkoristiti. Medtem pa ljudje kot sta Kushner in Witkoff, ameriški Judi, ki so kot Izraelci pred 7. oktobrom s tem pojmom. Ja? Ne, če samo sklenemo dogovor, ne, če jim samo to dovolimo in potem govorimo z njimi in se pogovarjamo, potem jih bomo prepričali. In na Bližnjem vzhodu ne deluje tako in zagotovo ne deluje tako s krvoločnimi teroristi. Tako da ne pravim zdaj, lahko bi rekli v redu, poslušajte, naši sovražniki, to lahko vedno rečete, naši sovražniki nas vedno rešijo. Ker na koncu vedno govorimo, prosim, prosim, imejte palestinsko državo, prosim, vzemite našo zemljo, prosim, naredite to, prosim, naredite ono. In vse, kar naredijo, je, da rečejo ne, hvala. In potem se razstrelijo na izraelskih avtobusih in podobno. Ali pa, veste, ali kot pred 25 leti, veste, pojdiva se zaleteti v dvojčka. Tako se odzivajo na zahodno liberalno miselnost. Zdaj, nam je všeč zahodna liberalna miselnost. Takšni želimo biti, to je dobro. Ti ljudje so zlobni, Zahod ni zloben. Ampak poslušajte, če ste vi tisti, ki omogočate zlo, na koncu postanete njegovi partnerji. In zato apeliram na Trumpa, naj tega ne izgubi izpred oči. Razumem, kaj govorite, še ni storil ničesar, ampak razlog, da še ni, je ta, ker mu sovražnik tega ne dovoli. To me trenutno skrbi. In pravite, jedrsko orožje bomo še videli. To še ostaja odprto. Še nismo niti prišli do jedrskega orožja, ker veste kaj. Prav tako zanikajo, ne želimo jedrskega orožja. Tako kot je Hamas rekel, v redu, bomo se razorožili. Ne bodo. Ne bodo se razorožili. In moramo biti pozorni na to. V redu, Počakajte trenutek. Bil si, želim odgovoriti. Rekel si, da se ne bodo razorožili. In se strinjam. Mislim, da obstaja velika verjetnost, da se Hamas ne bo razorožil. Zavrnili bodo razorožitev. Ker najprej mislim, da jih zelo skrbi, da bodo, če predajo orožje, pobiti s strani drugih Gazočanov, ki so besni nanje. Da ne bodo imeli nobenega nadzora. In sama zamisel, da bi bili le politična stranka brez orožja. Prav tako bodo, veš, to je grob del sveta. Brez orožja umrejo, kaj ne? Zato sem zelo, zelo ciničen in skeptičen, da bodo kdaj dejansko predali orožje. Ampak če potekajo pogajanja na podlagi predpostavke, da se bodo razorožili, zakaj bi moral Izrael izpasti kot tisti, ki vse pokvari? Saj ne verjamemo, da se bodo sploh kdaj razorožili. Z drugimi besedami, če imajo okolje, kjer je Trump dosegel ta dogovor, in se mi strinjamo z dogovorom. Zdaj, jaz osebno mislim, in o tem smo se pogovarjali prejšnji teden, in od prejšnjega tedna se glede te zadeve ni nič zgodilo. Spomnite se, Netanjahu je javno rekel, da ne sprejema 15 točk in jih sploh ni rabil sprejeti, ker je bil to dogovor med Hamasom in odborom za mir. Izrael pri tem ni sodeloval. Nismo podpisali nobenega dogovora in ga potem prelomili. Nismo bili del dogovora. In pravimo, da smo ga zavrnili. In potem je novinar, kot se boste spomnili, vprašal Trumpa v Washingtonu, ali ima kakšen odziv na dejstvo, da je Netanjahu zavrnil njegov dogovor, je rekel. In potem je Trump rekel, bom vam sporočil glede tega, v bistvu. In ni rekel ničesar. Ni rekel ničesar. In minil je že več kot teden dni, ali pa morda samo teden. Zdaj, bistvo je, da me to vodi do prepričanja, da obstaja določena mera usklajenosti. Kajti, če bi Trump želel reči kaj grdega o Netanjahuju, bi lahko. Zaradi tega deluje bolj odločno. Veste, to je že storil v preteklosti. Lahko bi to storil tudi zdaj. Kdo ve? To bi lahko storil po srečanju s Kushnerjem. Vse, kar pravim, je, da do zdaj tega ni storil. In to me vodi do prepričanja, da je med Netanjahujem in Trumpom glede tega vprašanja več razumevanja, kot je videti na prvi pogled. In dogovor, ki je vnaprej jasno določen. Z drugimi besedami, v Gazi se ne zgodi nič, razen če Hamas ne odloži orožja. Mislim, da Izrael nima težav s prilagodljivostjo, ker se nič od tega, kar obljubimo, ne bo zgodilo, razen če Hamas ne odloži orožja. In zato mislim, da je to del pogajanj v resničnem svetu, kaj ne? Morda lahko pokažemo prilagodljivost, ker ne bo nobenega razloga, da bi jo pokazali, saj lahko rečemo, če oni odložijo orožje, smo pripravljeni narediti C. In če oni ne odložijo orožja, ne naredimo A, ne B, ne C. Ne vidim, kje je problem. Nasprotno, za Izrael je dobro, da se pokaže kot nekdo, ki ne reče avtomatično ne na vse. Še posebej, da reče ne na načrte Združenih držav Amerike, ki so pogojeni z razorožitvijo Hamasa.
Mark, v redu. Preden se lotimo Libanona, ki je tudi ključno območje, o katerem moramo govoriti, bi rada omenila nekaj, kar se je zgodilo v Gazi v zadnjih 10 dneh ali tako, ali kakorkoli že temu rečeš. Veš, Izrael, zakaj moramo preprosto, veš, avtomatično reči ne? Naj ti povem, kaj je še slabše pri tem, da avtomatično rečeš ne. Še slabše je, da avtomatično rečemo ne in si potem dejansko dovolimo, da imamo zvezane roke. Kar se je zgodilo prejšnji teden v Gazi. Praviš, ja, pravkar smo odstranili še 2 poveljnika Hamasa. Naj ti nekaj povem. Eden je bil iz islamskega džihada. Eden je bil iz islamskega džihada. Pravilno. Naj ti nekaj povem. Tank, izraelski tank, je zapeljal čez mino, ki jo je tam nastavila Hamas. Še vedno so tam predori, še vedno so tam teroristi. Ne samo teroristi, ampak teroristi iz 7. oktobra, ki smo jih prenehali loviti v zadnjem tednu in pol. In opazovalke na terenu, mlade ženske, ki so pred 7. oktobrom opozarjale in opozarjale. In opozarjale, da se Hamas urijo, da se Hamas približuje ograji. In so opozarjale. In rekli so jim, utihnite, ne, utihnite, Hamas je zadržan. Te iste opazovalke na terenu so znova opozarjale. Ker se je Hamas približeval temu, kar imenujemo rumena črta, jo je dejansko prečkal in kradel. IDF, to so izraelske obrambne sile, za vse, ki tega ne vedo. IDF oprema, to je zelo, zelo nevarno. In dejstvo je, da si ti rekel, ja, Netanjahu je rekel ne, ampak on in njegov obrambni minister sta povedala vojski. In vodja vojske, oba, načelnik generalštaba vojske, naš obrambni minister in naš predsednik vlade sta v bistvu rekla, dajmo mal umiriti, ker nočemo razjeziti Bele hiše. Zdaj, morda se strinjaš, da je to dobra politika, da ne razjezimo Bele hiše. Jaz se ne strinjam v primeru, ko to ogroža vojake IDF. Tam se s tem ne strinjam, ampak v redu, lahko bi zagovarjal to stališče. Ampak ne pretvarjajmo se, da je Netanjahu preprosto rekel ne. Rekel je ne, ampak ne ravna tako, ne povsem. Ustavi se za trenutek. Bistvo vsega tega je, veš, da nekateri kritiki Izraela in sovražniki in tako naprej pravijo, da se mora Izrael umakniti. To je velika tema. Izrael se mora umakniti iz Gaze, ko Hamas preda nekaj orožja, preden se popolnoma razoroži. To je velika tema, kaj ne? Ideja je, da predajo nekaj pušk, potem pa se Izrael umakne za nekaj metrov in oni odnehajo, s tem pa Izrael ne bo soglašal in tudi mi ne bi smeli soglašati. Pravilno. Kar izpostavljate, je drugo vprašanje. Da ostanemo tam, kjer smo, vendar smo se dogovorili, kako že pravijo, molčeja, ne javno, da ne bomo pretirano agresivni glede tega, kar se dogaja na njihovi strani rumene črte. In tukaj želim nekaj povedati, ker vem, kako to deluje v resničnem svetu, kaj ne? Recimo, da je tam, na njihovi strani meje, zločinec 7. oktobra, kaj ne? Torej bomo zdaj čakali na kršitev, ki se bo zgodila in potem ga bodo na to nenadoma napadli kot odgovor na nekaj, kar bodo naredili. Z drugimi besedami, ideja, da je Izrael nenadoma opustil odstranjevanje Hamasovih tarč, je kot v Libanonu, o čemer bomo govorili čez trenutek. Da če Hamas izvede provokacijo, če borci Hamasa prestopijo rumeno črto na našo stran, nam to daje priložnost, da udarimo nazaj in udarimo močno. In močan povračilni udarec ni nujno takojšen. Lahko je dan kasneje. Lahko je takrat, ko so, kako naj rečem, vse stvari pripravljene, da udarimo, tako rekoč. Z drugimi besedami, ali bi raje imel popolno svobodo manevriranja? Seveda bi jo imel. In Izrael se temu ni odpovedal. Ampak mislim, da so znotraj, veste, vseh bojnih operacij obstaja prizorišče spopada. Vedno obstajajo omejitve, ki jih postaviš sam sebi, ali pa ti jih postavi mednarodna skupnost. In tako, še enkrat. Izraela ne prosijo, naj se umakne z rumene črte. In če drži, da Izraela prosijo, naj omeji svoje ravnanje, že samo dejstvo, da smo v zadnjih nekaj dneh odstranili višje teroristične poveljnike v Gazi, kaže, da je to za Izrael vzdržno. Če prečkajo rumeno črto in ukradejo našo opremo, je to kršitev. Tega jim ni dovoljeno storiti. In mi smemo odgovoriti. In lahko, veste, naši obveščevalci ves čas spremljajo, kje so njihovi ljudje in kje jim lahko vrnemo udarec. Vi pravite, da danes ne smemo razstreliti predora. Seveda lahko danes razstrelimo predor. Kot povračilo za to, kar počnejo oni. In tako, še enkrat, zdaj citiram slavno Ruti Blum, kaj ne? Na koncu nam bodo dali razloge, da naredimo, kar moramo narediti. Torej, pravite, da bi to lahko naredili danes in ne jutri. Ampak v redu. V vojni moraš biti tudi potrpežljiv.
Predtem sem pohvalil predsednika Trumpa glede iranskega vprašanja, ko je rekel: "V redu, lahko to izpeljem, čas je na moji strani." Izrael zdaj nadzoruje 60% Gaze. Morda še več. Morda čas ni proti nam. Glede Hamasa imaš prav. Mislim, bil je ta zapis. Pogosto prihaja od ljudi, ki ne marajo vlade, ja, v Izraelu. Zapis, da ima Hamas toliko borcev kot 7. oktobra. Oprostite, to je nesmisel. To je slabo poročanje. Po kateremkoli objektivnem merilu je Hamas kot organiziran vojaški stroj le senca, delček sence, drobec delčka sence tega, kar so bili prej. Njihov vojaški stroj je bil uničen. Najboljši dokaz za to je, da ko odstranimo višjega voditelja Hamasa, smo v preteklosti dobili rakete na Izrael. Zdaj pa nenadoma ni več raket, ker nas nenadoma imajo radi, ker so prebrali Herzlovu judovsko državo in postali cionisti. Ne, izraelsko odvračanje deluje in oni so šibki. Imamo zmagovalno strategijo in lahko, seveda v določenih mejah, lahko nadaljujemo po tej poti in mislim, da je tveganje za Izrael minimalno. V redu, upam, da imaš prav, ampak popolnoma sem spremenila svoje mnenje o tem. Ja, sovražnik nam daje legitimnost. Ampak ker nas je to stalo življenja, sem spremenila ta odnos. Ne, ne čakaj, da rečeš: v redu, skleneš dogovor z glavnim teroristom Jaserjem Arafatom in naslednji dan imaš samomorilske napade po vsej državi. Ne, ne verjamem več, da se moramo zanašati na slabo voljo naših sovražnikov, da bi dobili upravičenje. To upravičenje že imamo. Zdaj pa govorimo o Libanonu, ker se je tam zdelo, da res obstaja razlog za upanje. Da sta libanonska vlada in izraelska vlada sklepali dogovor, ki so ga posredovale Združene države, da bi se skupaj borili proti Hezbolahu pred Izraelom in da bi libanonska vojska prevzela nadzor nad območji Hezbolaha, da bi videli, ali lahko to dejansko obvladajo sami, brez izraelske vojske. Zdaj in smo spet tukaj. 3 izraelski vojaki so bili pred nekaj dnevi huje ranjeni. Hezbolah stopnjuje napetosti. In strokovnjaki, ki jim zaupam, verjamejo, da je Iran dal ukaz za to, da je Islamska republika dala ukaz za to. Stopnjujejo napetosti in libanonska vojska se ne odreže najbolje. Kar pa libanonska vlada zelo dobro počne, je, da znova napada Izrael. Torej moral bi biti zaskrbljen zaradi vsega. Ja, po 7. oktobru smo. Moraš biti pozoren na bistvo. Ampak dejansko vidim zelo pozitivne stvari v Libanonu. Kaj se je torej zgodilo? Vodstvo Hezbolaha je bilo v veliki meri odstranjeno. Vojaški stroj Hezbolaha je bil v veliki meri uničen, močno oslabljen. Tako kot Hamas so le še senca, drobec sence tega, kar so bili nekoč v svoji sposobnosti projiciranja moči. V redu, vse to so dejstva. Eno od negativnih posledic te zelo dobre novice, saj je zelo dobra novica, da Hezbolah ni več mogočen vojaški stroj, kot je bil nekoč. Eno od negativnih posledic tega je, da so iranske revolucionarne garde zdaj v Libanonu in neposredno nadzorujejo Hezbolah. V redu, oni dajejo ukaze. In to ni žalitev samo za Izrael, to je žalitev tudi za Libanonce. Včasih je vsaj obstajal videz, da je Hezbolah libanonska organizacija v iranski orbiti, iranski zaveznik, a vendarle pristna libanonska organizacija. In zdaj je tudi ta mit šel po gobe, ker imajo iranske poveljnike, ki jim ukazujejo, kaj naj počnejo. Ampak splošna smer v Libanonu je zelo pozitivna. Včasih moraš stisniti zobe in biti potrpežljiv. In naj bom jasen, ko pride do kršitev, izraelska vojska, izraelske obveščevalne službe stopnjujejo pritisk. Imajo cel seznam stvari, ki jih želijo narediti. In ko Hezbolah prekrši premirje in naredi to, kar so naredili ta teden, in kot pravilno pravite, je danes v bolnišnici kup pogumnih izraelskih mladeničev, ker so bili tarča nasilja Hezbolaha. Ampak na koncu vsi ti mladi izraelski moški, ki služijo v bojnih enotah v Libanonu, zmagujejo. In mi spreminjamo resničnost. In želim vam povedati, da sem se nedavno pogovarjal z libanonskim prijateljem. Njegovega imena ne bom povedal, opravičujem se. Ampak veste, v Izraelu so nekateri ljudje, ki pravijo, da se moramo umakniti iz Libanona. Še posebej ljudje na levici. Da, moramo se umakniti. On je rekel, da je to najslabše, kar bi lahko Izrael naredil. To mi je rekel Libanonec. In ni kristjan, želim, da to veste. Je iz ene od drugih skupnosti. Rekel mi je, da je najslabše, kar bi Izrael lahko naredil za Libanon, če bi se prehitro umaknil iz Libanona. Zakaj? Ker smo bili v zadnjem letu, še več, zadnji 2 leti, smo slabili moč Hezbolaha, kar je seveda dobro za Izrael.
a je zelo dobro tudi za Libanon. Pravi, če se Izrael hitro umakne iz Libanona. In mislim, da Trumpova administracija to razume, ker smo včeraj videli njihovega veleposlanika v Libanonu, ko so ga vprašali, ali naj se Izrael umakne iz varnostnega območja. In pravi, ne. Prva stvar, ki se mora zgoditi, je, da se Hezbolah mora razorožiti. To mi daje razlog, da verjamem, da je Trumpova administracija osredotočena na bistvo, da razume, kaj se dogaja. Ker, kot mi je rekel moj libanonski prijatelj, če se Izrael umakne iz Libanona, to bo videti kot zmaga za Hezbolah. In vse, kar smo naredili, da bi zmanjšali njihovo moč in vpliv v Libanonu, če lahko oni to razglasijo za zmago, to ni dobro. Ampak mislim, da je splošna smer Ruti dobra. Kot sem že rekel v podcastu in nočem biti žaljiv, lahko si gospa črnogleda, ja. In mislim, da je to pravilno. Pomembno je, da je Ruti Blum tam, veš, da pove slabe novice in na kaj moramo biti pozorni. Ampak mislim, da je pomembno, da globoko vdihnemo in pogledamo realnost ter rečemo, poslušaj, stvari so veliko boljše, kot so bile. Postavil bi ti naslednje vprašanje. Ali je danes situacija v Gazi za Izrael veliko boljša kot pred letom dni? In odgovor je da. Ali je danes situacija v Libanonu veliko boljša kot ob tem času lani? Odgovor je da. Ali je situacija z Iranom veliko boljša kot ob tem času lani? Da. Stvari, splošna smer je dobra. To ne pomeni, da nam ni treba še naprej iskati min v vodi. Moramo jih. Moramo biti pozorni. Ampak iti v pesimizem in obup, Ruti, je napačna strategija. V redu, samo da zaključim s tem, prav? Popolnoma imaš prav. Stvari so boljše v vseh pogledih. So boljše, prav? Morda ne za iransko ljudstvo, ker spet jih usmrtijo in ubijajo in so v težavah. In želim še enkrat povedati, kot vedno rada poudarjam v tej oddaji, nismo pozabili na iransko ljudstvo. In oni so resnične žrtve vsem tem, ki jih je treba rešiti. To je bolje za vse, ne samo za njih. Za svet bi bilo bolje, da se znebimo tega gnusnega režima in omogočimo družbi, da uspeva tako, kot bi lahko iransko ljudstvo. So inteligentni, so iznajdljivi in ne smejo biti pozabljeni. To je ena stvar. Naj pa samo zaključim. Povem vam, zakaj sem takšna. Moj pesimizem in žalost izhajata prav iz tega, ko rečem, imeli smo vse te zmage. Vse, kar pravite, je res. Hamas je oslabljen, Hezbolah je oslabljen, Iran je oslabljen. In zdaj pride Zahod s pomočjo številnih arabskih držav, da je prav trditi, da je Izrael ovira. Ko zmaguješ, ni čas, da rečeš, v redu, predajamo se. To ni čas, da se pogajaš z ljudmi, ki jih premaguješ. To ni pravi čas. Delo moraš dokončati. In mimogrede, kar si rekla v svoji libanonski prijateljici, je popolnoma res. In zato sem besna na predsednika Josefa Aouna, ker nenehno prikazuje Izrael kot slabega in trdi, da se mora umakniti. Prav, reci hvala Izraelu, ker ti je pomagal premagati tiste ljudi, ki so tudi tvoji sovražniki. In rekel bom, ker naš program imenujemo Israel and Diplomatic, in lahko povem vse, česar kot izraelski diplomat ne bi povedal. Ampak rekel bi tudi predsedniku Libanona, ne bi bil predsednik Libanona brez Izraela. In rekel bi predsedniku vlade Libanona in zunanjemu ministru Libanona, ne bi bila na svojih položajih brez IDF. Ker ko je bil Hezbolah na oblasti, preden se je vse to začelo, so imeli veto in vam nikoli ne bi dovolili prevzeti teh vlog. Dejstvo, da je Libanon danes bolj neodvisen, kot je bil kadarkoli v zadnji generaciji, je zato, ker je bil Hezbolah oslabljen in to je zaradi Izraela. In morda tega ne morete povedati javno, ampak vam to povem zasebno in priznajte. Danes ne bi bili predsednik Libanona, če Izrael ne bi udaril po Hezbolahu in ga oslabil. Tam ste samo zato, ker je bil Hezbolah uničen in tega niste storili vi. To smo storili mi. Absolutno. In do naslednjega tedna bom povedala še eno stvar, ki se dogaja danes, 17. avgusta. In do našega naslednjega podcasta bomo videli rezultate strankarskih volitev v stranki predsednika vlade Netanjahuja, največji stranki v Knesetu, ima primarne volitve. In določilo se bo, kakšen bo lista Likuda, lista stranke Likud. In to bo prav tako vplivalo na državne volitve 27. oktobra. Tako bo zanimivo, morda bomo o tem govorili. Na koncu vsake oddaje bomo začeli več govoriti o izraelski politiki, če bomo lahko to storili. Veselim se tega. Se vidimo naslednji teden, Ruti. Se vidimo!